Zares imeniten večerni pozdrav, cenjeno nogometno občinstvo. Drugi dvoboj 31. kroga te izvedbe Prve lige Telekom Slovenije nas čaka v Krškem v Posavju na stadionu Matije Gubca, kamor je petouvrščeni Rudar prišel po izboljšanje položaja na lestvici. Vemo, da bo predpostavki, da Olimpija v finalu pokala premaga Aluminij tudi četrto mesto v tej izvedbi slovenske nogometne lige omogočilo evropski nastop. Stranski sodnik Černe je dvignil zastavico, nova napaka Rudarja v obrambi. Trifkovič ni uspel zaustaviti prodrejočega Vekiča, na to predložek z leve strani, pa poskus z desne. To neke vrste preobrazbo pa je doživel v tej sezoni tudi Milan Tučić, sicer še v prejšnji sezoni, ko je nastopal za Bravo v tretji slovenski nogometni ligi Center. Klasičen napadalec, tudi nekdani mladi reprezentant Bosne in Hercegovine, čeprav rojen v Zagrebu. Zdaj do strela Edin Šehić, vendar odlična reakcija Marka Zalokarja. Mojan z leve strani, priložnost za zaključek in še ena dobra reakcija Radana. Ogrinec je zapretil. Prva priložnost v drugem polčasu pa očitno za Rudar, vendar Šehić sprva ni prišel do strela, potem pa vendar storil je prekršek v napadu. Čuralič k bližnji vratnici in odlična obramba Zalokarja. Dober obrat Tomaševića, v nadaljevanju priložnost za Šehića in obramba Marka Zalokarja. Šturm, poskus razdalje in zanesljiva reakcija Mateja Radana na klopi Krčanov. Zdaj le poizkus Jakoliča, v dveh primerih je skušal priti do zadetka, kar pa mu ni uspelo. No, potem pa strel v 80. minuti Luke Vekiča. Dovolj vztrajni so bili domačini in prišli do ter dosegel vodilni zadetek. Tretjič natančen v tem prvenstvu. Menili smo 8 minut plus sodnikov dodatek še na voljo, tako enim kot drugim, da spremenijo izid. Lepa priložnost za Velenjčane, Radić, vendar odlična obramba Zalokarja. Krško se veseli pomembne zmage in je še korak bližje zagotovitvi podaljšanja prvoligaškega staža. Luka Vekić pa edini strelec ob koncu 80. minute. Ja, točno tako. Mislim, da smo danas tekmu ne samo igrali, da smo garali in do konca izgarali. Na koncu mislim, da nas je tudi nogomet nagradio in da smo zasluženo zmagali. Res je, tako kot ste dejali, mislim, da smo imeli svoje priložnosti. Tekma je bila res težka, borbena z obe strani. Tudi oni so imeli priložnosti, nažalost se je zlomilo pač v njihov korist. Ob tem bi jim čestital, našim fantom lahko rečem samo glave gor, ostale še 5 tekme, pa seveda skušamo iztržiti čim več, kar se da.